v resnici ne privoščim nobenemu, če bi lahko še enkrat zbirala teh izkušenj kot otrok, res jih ne bi želela, ampak vedno sem bila ali otrok ločenih staršev, ali tako visoka, ne, ali presuha. Moj sošolca je enkrat delal, tako, nekaj, kao da me šlata, veš, ker sem bila ploh, ne, veš, nisem bila še razvita, kar me je pasalo, ker tiste, ki so bile šlatane, ne, in so bile tam v kot potisnjene, grozljivka. Pol je bil problem po letu 91, da si ne ič. Pol je bil problem, pa skozi neki, no, pa sem imela fanta, ki so ga vse hotele, pa so me izločile babe, ne. Tako, skozi si neki bil, se verjetno nisem bila edina, ne. En lep pozdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Tokratna gostja je, težko je opisati v enem stavku, zato si bova vzela 1 uro, pa bomo morda o njej izvedeli več ali pa stvari, ki jih morda ne poznamo. Predvsem pa, če se vrnem nazaj, ona je Ivjana. Ivjana Banič je radijska komentatorka, radijska sogovornica, radijska voditeljica. Skratka, vse, kar je povezano z radijem, smo včasih povezovali tudi z Ivjano. In ker sem tudi sam začel na radiju, sem jo seveda z veseljem poslušal. Ampak potem je Ivjana nekega dne izginila in smo jo lahko spremljali na družbenih omrežjih. Zato se včasih zdi, da Ivjano pravzaprav vsi dobro poznamo, celo sam. Pa sva, preden smo začeli snemati ta podcast, ugotovila, oziroma sem sam ugotovil, da z njo več kot 10 minut v življenju nisem klepetal, kar je zanimivost. Zato sem vesel, da si je Ivjana Banič vzela čas, prišla tukaj v Blue Note, kjer snemamo ta pogovor, in da jo bom lahko izprašal vse o tem, kar me zanima, če bi nekoč sam popokal, vzel 2 hčerki, ženo in da bi šli po svetu potovati. To namreč počne Ivjana in čeprav se zdi sanjsko, ni vse tako enostavno. Ivjana Banič, en lep pozdrav. Ko si lepo povedal. A sem? Ja, zelo, ful sem počaščena, ful hvala, ful lepo, lepa predstavitev, pa vse, kar si povedal, drži. Okej. Imel sem malo treme, priznam. Zakaj? Zato, ker radijci se poznamo izza mikrofona in to iz tistih časov, ko še nismo bili vidni. No, jaz se spomnim, ko sem prišel na radio, takrat ni bilo Facebookov, oziroma se je ravno začel prebujati, ni bilo Instagrama in ljudje so si o radijcih ustvarili neko svojo sliko in potem so nas ali pa smo te videli v živo in ti si tam zelo veliko govorila in ko sem te spoznal prvič v živo, si zelo veliko govorila. Tako da ta predstava je bila zelo enaka, ampak potem, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem rekel, saj ne vem, kaj vse jo lahko vprašam, saj sploh ne vem nič o njej. Kako to, da ti vendarle kljub, mislim, da imaš več kot 33,000 sledilcev na Instagramu, daješ intervjuje, spustila si nas v svoj dom, uspe zakriti tisto, kar si sama želiš? Zelo dobro vprašanje, predvsem pa zelo dobro opazovanje. Mislim, da je umetnost dejansko dajati točno to, kar si rekel, ljudem občutek, da vejo o tebi vse. Ne nazadnje, tudi če jim nič ne daš ljudem, si ljudje zelo radi sami ustvarimo sliko o neki osebi. Tudi če izkušnje meni tako kažejo, no, me nekaj vprašajo, odgovorim po resnici, je ponovadi, kako je po resnici, ne. Ja, tako, kot sem ti rekla, ampak ljudje ponovadi hočemo slišati to, kar si že itak mislimo, oziroma smo si sami ustvarjali. Tako da zelo dobro pozvanje, ja. Zakrivam tisto, kar se mi zdi, da ni zanimivo. To so moji otroci, moj partner, moji prijatelji. Ne vem, če bi to zares koga zanimalo. Morda iz Ferbca, no, ampak dejansko je to nek moj svet, ki nima kaj iskati v svetu vseh ostalih. Rada pa pokažem, svet kot tak, kaj se dogaja, kako drugi živijo, na kakšen način preživljajo dneve na nekih zelo majhnih otokih, kjer niso nikoli snega videli. Ljudje so recimo presenečeni, da smo na Havajih celo sneg doživeli. Seveda, zakaj pa ne? Če narediš research, vidiš, da so tam gore tudi po 3000 metrov visoke in tako naprej. Po drugi strani tudi rada, zanimivo, ne, skrivam tisto, kar je vidno, torej otroke, partnerja, ne vem, svojo družino, torej mamo, brata in prijatelje in tako naprej. Svoj pravi dom, spuščala sem v domove hiš, kjer smo jih najemali, oziroma apartmajev in tako naprej. Zelo rada pa pokažem tisto, kar bi pa v resnici bilo
pri ljudeh najbolj skrito. To je pa tisto, kako se notri počutiš. In tisto, kar v resnici doživljaš. Torej, morda ne bom pokazala obraza svoje prijateljice ali pa omenila njenega imena, bom pa opisala nek dogodek, ki se je zgodil med nama, ki me je bodisi raztreščil na milijon koščkov, v solze spravil, do smeha spravil, me razveselil. To se mi zdi pa v resnici še najbolj intimno in skozi te zgodbe mene oseba, ljudje, sledilci, včasih poslušalci lahko spoznajo. Ker jaz vedno rečem, pustiti fotografije. Moje fotografije so res lepe, ne, tiste, ki je recimo mož posnel, pa obdelane, pa tako naprej, ne, pa prava svetloba, pa bla, 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 pa jih 500 narediš, pa res eno vzameš, samo pa objaviš. Ampak jaz vedno rečem, tekst je tisto, ki je pri meni veliko bolj pomemben. Lepe fotografije je ogromno. Od ljudi, ki res fotografijo tudi obvladajo, ampak tisto, kar pa se mi zdi, da je napisanje, pa vsaj po mojem mnenju na mojem Instagramu veliko več vreden. Ker se mi zdi, da se lahko pa tukaj najdeš ali pa, ne vem, enkrat vem, da sem opisala, spoznala smo en krasen par iz Anglije, skupaj smo živeli 3 mesece na Karibih, onadva sta se potem vrnila nazaj v Anglijo oziroma v Chamonix. On je upokojen pilot, star 75, ona upokojena stevardesa, stara 55. Onadva sta bila res sploh on, kot dedi mojim otrokom, meni kot oče, mislim, fantazija. In sem opisala v enem, celo storiju, niti nisem dala na feed, govorimo o Instagram profilu, o tem, kako sta nas enkrat poklicala iz Anglije, ko smo bili že mi doma in vprašali, kaj delamo. In smo rekli, no, smo doma, ne, kakšne imate pa kaj plane, nič bomo doma. In sta se modela usedla v Angliji, v Eastbournu, v avto, v Srrenu in se iz Anglije pripeljala k nam domov v Velenje. In bili pri nas. We've missed you so much. We've missed you deeply, dearly in tako naprej. To so bile njihove besede. Nam so kar solze tekle. Medtem ko po drugi strani, imaš ljudi, ki si tako težko čas za kavo vzamejo. Jaz vedno rečem, ne, da nimaš časa, nisem ti prioriteta, recimo, ali pa nekdo drug meni. Tako se mi zdi, da kaj enkrat pridemo po službah domov, da se nam nikamor več ne da. Tako opazujem, ali pa bom tako rekla, nas itak za časa korone ni bilo tukaj. Ljudje rečejo, da po koroni, ne, da se ljudem še manj da je še manj zabav, še manj veselit, še manj izga, ne druženja, ampak mogoče želje po druženjih in tako naprej. Tako da meni recimo to ful ganil in to ta zgodba je potem, sodeč po odzivih, ganila ljudi. No. Tako, da se malo zamisliš, no, kakšne ljudi imaš ti okrog sebe. Se bi zdaj govoril o teh družbenih omrežjih, ampak se mi zdi, da rajš pojva tam, kjer je več veselja, kljub temu, ne, pa te bom pod vprašanje postavil. A so te zgodbe, ravno ta zakonca, ki si jih zdaj omenila, je tudi tisto, kar najbolj bogati na vseh teh vaših poteh, ko hodite okrog? Definitivno. So to ljudje ali narava? Eno z drugim, no, ampak Veš, ker se doma je tudi lepo v Sloveniji. ja, ne, mi res Slovenci smo lepa tako država, zelo ja, no, vse to. Slovenci smo zelo razvajeni. Mene, ko peljejo nekam neke slapove pogledat, ne, pa je v bistvu en curk, ki nekje teče, mi je tako, man, I'm from Slovenija, mislim, ste vi videli naše, a ne. Tako mogoče nisi impresioniran najbolj nad nekimi določenimi stvarmi, ki jih neka tujina ponuja. Seveda jih opazuješ, jih ceniš, jih spoštuješ, si jih zapomniš, kar je vseeno drugače kot doma in v tistem danem okolju je to maksimum in je tako, wow, ok, super, a ne. Ampak po drugi strani se mi zdi pa, da bodisi domačini, bodisi ostali ljudje, ki potujejo po svetu, od teh se lahko ogromno naučimo. No in smo spoznali to družino, ki je potovala na katamaranu oziroma živela na katamaranu dobro leto. Potovali so od severa do juga Karibov, kjer smo se tudi mi pol na plaži srečali. 4 otroci. Na fucking katamaranu! To ni nič. Unke je že kdaj bil, to je malo večji, dobro, dosti večji kot jadrnička, ampak 4 otroke imeti gor. Ne, kam boš pobegnil, kam boš šel, sploh ko pluješ in tako naprej, ne, mislim, se pokolješ lahko, ne. Wow, taka družina mene zanima, kako sobivate, kaj delate, na kakšen način funkcionirate, kako dneve preživljate, kako jih šola ženska doma, ne, in tako naprej. In pa smo začeli klepetati, zdaj smo frendi ratali in planiramo obiske in tako naprej. Mislim, zanimivo, tako so nam ponudili svoji 2 hiši v Mehiki, pridite k nam in tako naprej. Tako da ja, tudi to spoznavanje nekih ljudi,
Ko si lahko prvošte. Ne vem, stari, mi spoznavamo ful ljudi, nam ljudje odpirajo svoje domove, ponujajo svoje vikende, ponujajo svoje hiše, ponujajo svoje campervane, ne izposojo za ston ali pa za zelo malo denarja. Enako mi, tisto, kar imamo, bomo ljudem dali, ko pridejo v Slovenijo in tako naprej. Ne? Se da tudi cenejš, kot samo prek bookinga ali pa prek nekih drugih stvari potovati. Tako da ja, definitivno so ljudje tisti, ki jih vzamemo s sabo. Pa bom tako rekla, vsakeč, ko pridemo nazaj, se mi zdi, da zgubljamo ljudi, ki smo jih tukaj poznali in smo z njimi leta in leta prijateljevali. Zaradi tega, ker mi smo v tujini postavljeni pred popolnoma drugačne izzive, kot smo tukaj. To ne pomeni, da je kdo boljši, slabši, da ima kdo bogatejše življenje, polnejše, bolj zanimivo, daleč od tega. Ne rabiš iti daleč, da si narediš polno življenje, sploh ne. Ampak ja, ko jaz ob 2 zjutraj v spremstvu policije in blindiranih vozil grem in iščem lekarno, ki je za rešetkami in ne pridem do zdravil, absolutno pridem popolnoma drugačna nazaj. To je bila Mehika, verjetno. To je bila Mehika, absolutno Mehika, kjer smo se počutili zelo varno in jo zelo, govorimo o Jukatanskem polotoku, zelo priporočam. Za družine, absolutno. Zdaj si mi dala tiste istočnice, zaradi česa sem te tudi povabil. Ti si mlada mama, 2 otroka imaš, moža, vi potujete. Vi ste neki slovenski nomadi, ki vas najdemo povsod po svetu, po teh res idiličnih. Ja, ampak je taka idilična slika, ki si jo potem mi predstavljamo in včasih si tudi v Sloveniji kdo reče, ma nič, vse bom prodal, tukaj imamo drage nepremičnine, ta trg je šel v nebo, kaj pa, če bi mi tudi potovali? Pa če se vrnemo čisto na začetku, jaz vem, da si ti rada potovala že prej, ti si ta kajterka po duši, to pomeni, da veter v laseh pa še v kajtu, mož tudi, če se ne motim, ne? Ampak kje je bila tista odločilna stvar, kar rečeš, mi bomo pa v bistvu šli takoj v doma, mi bomo pa zdaj tam malo stali. Bomo več vzornika doma. Čist s prstom pokazati v resnici ne znam. Mi smo... Jaz, ko sem zanosila, smo šli že na Zanzibar. Pa ne zaradi tega, ker zdaj sem pa noseča, pa gremo na Zanzibar, tako ko vidim, da zdaj je modern. Še zadnjič smo v dvoje, pa gremo si nekaj rezervirati. Mi da sva si rezervirala prej, ne? Safari, tako, in potem ti Zanzibar, Kilimandžaro in tako naprej, kar je potem seveda zaradi moje takrat v tistem obdobju visoke nosečnosti padlo v vodo in smo bili pač zaradi tega dlje časa na Zanzibarju. Potem smo pa videli, da to, kar gre, da se da, da mogoče malo naivno vse skupaj tudi, no, glede na to, da Zanzibar je neki najbolj čista država, tako da danes, ne vem, bi se vprašala, če bi šla še enkrat tja noseča. Pa sem pa rodila, pa smo se pa malo gledali med sabo, pa sem rekla, pa se vsem, ki tisto planico menem ali doma, ali ki drugje, in pa namesto, da bi šla na Hrvaško ali pa nekam, kjer je tako malo bolj, da rečem, civilizirano, sva se mi odločila, da greva na en otok, Bogu za nogu. Mislim, da je velik 700 metrov. Doktor pride ob ponedeljkih vprašati, če je vse v redu iz sosednjega otoka, in mi dva debilčka smo pokala in sva za par mesecev tja šla. In smo se kar odločila, da bo vse, tako zelo naivno sicer, no, ampak dajmo reči temu danes manifestacije, ker se tako ta beseda rada uporablja. Mi smo se kar odločili, da bo vse v redu, da bo vse the best. Naredila sva seveda organ research, če bi šlo kaj down the drain, pač kaj narediti v tem primeru. To je bila ena familija, ki so imeli privat letalo, zaradi tega, da so imeli pač zase iz otočka na otoček. Pa sem rekla, a boste pač nam kje pomagali, če bo treba? Yes, of course. Mi sva kar šla. Tako da, ja, pa sva pa videla, da se to kar malo da. Pa sva pa začela blazno v tem uživati, da smo v drugačnem okolju, da smo skozi praktično nagi, bosi, zdravi, obkroženi s ful pozitivnimi ljudmi in sva spet nazaj pri ljudeh, brez kakršnega koli strašenja. Sej boš videla polka, a spite? Ja, boš videla polka bojo zobki. Ok, pa so zobki, pa gre kar vse v redu, ne, boš videla polka začne hodati, ne, tega tam ni, tam je whatever it is, a ne, sploh te Karibci, a ne, važno, da je Bob Marley, da je dobra muzika in tako. Pohica, to smo vohali, moje otroci so zrasli s tistim vonjem po ganđi gor, Marija, vsako jutro polno ganđe.
In seveda alkohol z njihove strani, oboje. Ampak ja, it takes a village in tam smo bili dobrodošli in tam je bilo lepo in tam meni bo treba otroke na neko drugo frekvenco naštelati potem, ko ga vzameš ven iz vrtca. Tako, they just let you be. Pa oni so na vas gledali kot neke turiste, ki se grejo malo avanture, kot domačine. Tako jih je dvigal, res, tako jim je vse. Govoriva zdaj o majhnem otoku, ne? Mi smo tudi na Barbadosu, kjer to so tako, če lahko uporabim ta izraz, jebi burja ljudje. Da to je neverjetno, res. Vzeli so nas za domače, tako ful bo dobro, ker smo se potem na te otoke 3-krat, 4-krat celo vrnili, vsakič za dlje časa. In tako ful bo dobro, to je otočje, a ne? Torej je glaven otok, mainland, in razdobljeni otoki naprej. Torej mi smo bili na enem stacionirani, potem smo pa zaradi tega, da razbijamo malo monotonost, ker lahko res dobiš ta island fever, to se nas za Havaje ful strašili, pa ga tam nismo nikoli čutili, na Karibih ga pa lahko, ker so res tako majhni otoki, da jaz sem se norca delala, čik prižgeš na začetku otoka, preden prideš do konca otoka, ga še pol ostane, a ne? Nekadim več. Ampak kličem jaz Najo na sosednjem otoku, da bomo mi prišli, a ne? In da pač, če se bomo kaj dobili, no, yes, of course. Zdaj mi v taksi, da ne vem kam, da bomo šli in jaz njo zagledam, kako šeta in vstal taksi, zletim ven, lafam proti njej, ona se dere, Ivjana, in pa jaz njo vprašam, Naja, pa kako si pa vedela, da sem jaz, ne, že oddaleč, ne, pa tako svetlejša lase sem imela, kakor nazadnje me je videla, pravna, Ivjana, pa you're white, a ne, tako, tam se normalno pogovarjajo black-white, ne, medtem, kad tlele kar malo pazimo, a ne, Amerika je specially zelo pazne, kako boš to definiral, tam so tako neobremenjeni. Ne vem, kako so nas gledali, po mojem, na momente kot bankomat, na momente kot nekdo, ki je pač tam dlje časa, na momente kot, ne vem, to so otoki, kjer imajo vsi prebivalci nekega sorodnika v Angliji. Zakaj? Ker so njihovi... To je kolonialna, ne? Tako, so bili kot sužnji odpeljani gor, kot varuške, kot karkoli že. Vsi imajo možnost živeti v Angliji ali pa v Ameriki, ampak noben noče tam živeti, vsi hočejo živeti v pomanjkanju na teh majhnih otokih, ker tam pa je pomanjkanje, no. Marsičesa. Ti imaš hčerko pa sina, ne? Tako. In najprej si rekla, da ko si bila noseča, si šla že v Zanzibar, potem sta pa v bistvu oba s tabo praktično od rojstva potovala po svetu. A imaš mogoče številko v glavi, koliko držav ste ne obiskali, ampak koliko ste se tam ustavili? V koliko državah ste ustavili, preživeli, ne vem, mesec, 2, morda 3? Karibi. Tam smo bili pol leta, 7 mesecev, pa 8 mesecev, Mehika 3 mesece, francoska Polinezija skoraj 4 mesece, Šrilanka par mesecev, Havaji let pa pol, nekaj malega Mauritius. Mehika, ne? Mehika, absolutno. Tudi na Hrvaški obali smo 3 mesece, kljub temu, da se to tako ne šteje kot neka tujina, ampak vseeno dol s tistimi Dalmatinci funkcionirati je tudi svojevrsten izziv, pa sem pa Dalmatinka. Se pravi, zdaj, če te pa vprašam, vprašal sem, kako so na vas gledali, kako pa otroka gledata na svet? Ker zanimivo. Kaj ima ti daješ, ne? Ti ima daješ svet v resnici, ne? Tako bom rekla, zelo lepo pišeta, oziroma škoda, ker nisem prinesla s sabo risbico. Rišeta rjave ljudi, rjave, črne, bele. To mi je bilo ful zanimivo, no? Vsakič, ko je bo treba kakšno stvar narisati, sta oba vedno uporabila rjava barvico za obraze, nobenih razlik. Ne, da nista delala, ker sta ona, toliko svetovljanska, ampak enostavno ne dojemata te razlike. Toliko sta prilagodljiva otroci, ne ker sta moja, ampak enostavno se mi zdi, da otroci samo grejo s flovom. Ona dva sta bila povsod v vrtcih, povsod v šolah. Nazadnje na francoski Polineziji in jaz znam francosko glih toliko, da v Parizu pa se ne zgubim, pa da znam kaj naročiti, kaj dosti pa ne. Mi smo jih tam dali normalno v šolo, sicer 2 dni na teden, čisto, da sva midva malo še kakšno drugo stvar porihtala.
In zaradi tega, da imata tudi ona dva izkušnjo, tudi mi dva izkušnjo, tudi mi dva pogled v neko drugo šolanje in tako naprej. Mami, mi dva ne znava francosko. Znata. Sam ti pejt, kar porinaš, a ne, posle se pa ful dobro znajde. Zanimivo, v Mehiki smo se učili špansko in sta ta mala dva toliko brihna bila, da sta naštudirala, da učiteljica zna neki španščine, pa en mulc je znal neki angleščine. Naša dva pa vladata angleško, oba od 4. leta fluently govorita in razumeta. In so ful pokombinirali. Tako da, ko sta prišla domov, sta mešala vse živo, tako nobenega problema ni bilo. Hrana zna biti starejša, ko sta se bolj mogoče glede hrane zmišljujeta, čisto po resnici povedan. Ampak ne. Veš, moji dve hčerki, kadar gremo, ne vem, kam na izlet ali pa na počitnice, potem pa rečete, gremo domov. A ne, oči, a gremo že domov, a ne? Ko tvoja dva rečete, gremo domov, kam se gre domov? Kje je dom? Zelo dolg časa je sin hotel nazaj domov na Havaje. On je dejansko praktično bil najdlje časa tam. Torej, šli smo, ko je imel dobro leto dni, torej leto in pol smo bili tam. Zanj je bil dom Havaji. In tudi danes, če ga vprašaš, kje bi rad živel, tako kot mi vsi, je pač dom Havaji, tako tist v srcu noter, a ne. Ne vem, jaz vedno pravim, da je dom tam, kjer je moj mož. Prvo on, absolutno prvo on, potem pa pač otroka prideta zraven. Tudi to smo se mogli v tujini zelo lepo naučiti. Ker drugače, mi smo 24 ur na dan skupaj. Ti se zjutraj zbudiš z isto osebo, z istimi osebami in greš spat z njimi in tako naslednji dan isto in naslednji dan isto in naslednji dan isto. In zaradi tega ta želja po socializaciji in po ljudeh in spoznavanju je toliko močnejša, ker tam nimaš nobenega backupa. Tam ni babis, pa bratrancev, pa nekih prijateljev iz vrtca, iz šole, vse te povabijo, no. Na francoski Polineziji so veliko bolj zaprti, Havajčani so veliko bolj odprti. Oni to obvladajo, to tako obvladajo, to je tako noro. To smo bili res povsod dobrodošli na plažah. Šele potem vidiš, koliko smo Slovenci recimo zaprti. Še vedno vsakič bolj odprti postajamo, se mi zdi, no, ampak kaj to Američani delajo, to je noro. Res, tako počutiš se welcomed? Zdaj, a si res ali ne, je drugo vprašanje, a ne, ker se mi zdi, da so tako malo ne fake, tako radi imamo ta izraz za Američane, da so fake, čeprav Havajčani so zelo daleč od Američanov. Ampak takoj te ogovori, ne. Moji otroci so bili navajeni, da jih vedno nekdo ogovarja, ne. Vse pozdravljata. Ne vem, vedno nekdo nekaj komentira, seveda vse pozitivno, ne. Pri nas že v vrtcu, ko rečeš dober dan, kakšni starši niti ne, prideš v prostor in v zdravstveni dom, v čakalnici, namesto da rečeš dober dan, ne, češ, vse smo si tule z istim problemom, ne, više manje. Kaj je to? Ne, tako, učimo se, veliko se učimo od tujcev, no. Ne vem, kje je dom. Dom je absolutno Slovenija. Tule imamo vse, pa hkrati nič, no. Tako z lahkoto bi lahko spet za dlje časa šli. Ja. Tvoja mama, se mi zdi, a ne, je šla za vami na Karibe na začetku. Tako, ja. Kako si pa ti mamo prepričala? Veš kaj, mami, idem zdaj tam, kaj, če hočeš videti svoje vnuke, priti malo na obisk? Ja, moja mama je tako, moja mama je, ona je popotnica, jaz sem se tega od nje nalezla, jaz sem bila 3 mesece stara, torej, ko mi je dobro me je rodila, ko me je že na letalo peljala. Pogovarjamo se o 30, skoraj v bistvu, v resnici 40 let nazaj, 41 let nazaj. Kar ni bilo mogoče najbolj običajno. Moja mama kot študentka ogromno prepotovala, ogromno preštopala. Ona se je enkrat odločila, da bo šla v Grčijo. Pa so rekla, ok, vesela. Kako, z busom? Ne, na štop, kjer pa začela štopati pred blokom. Pa šla res v Ljubljani pred blok štopati, pa en sosed prišel, kam greš vesele v Grčijo? Kako, kaj? Ona je prišla do Grčije, pa ne sama, še 3 druge, a ne. In ko je moja mama tako obujala te spomine na svoje študentske leta, na svoje potovanje, kaj vse je videla, kam vse je šla, se je meni kot otroku to zelo zapisalo v glavo, no. Ne ta potovanja, ona ni razlagala o piramidah, po Eiffelovem stolpu, pa ne, ampak ja, pa smo šli tam, pa smo to doživeli, pa smo to, ne, pa une spoznali, pa uno jedli, pa una peripetija, pa uno je bilo v taksiju, pa uno je bilo v avtobusu, ja, pa se spomniš ono, ko smo zamudili, pa je bilo to, wow, what a story. A ne, taki ljudje so vedno zanimivi. Moja mama je welcome
at every table, ne? Z vsako mizo se lahko usede, vedno so bili ful veseli. In to je mene fasciniralo. No, pa je tudi nas tako vzgajala, ker je mama samo hranilka, nas je posod sabo vlekla, pošiljala v razne tabore, rekla, noš mestna srajca me tam prek Mure na kmečki turizem poslala za 10 dni in tako naprej, ne? 20 let nazaj. In potem sem jaz dobila občutek, da sem vzgojena v takem svobodnjaškem hipi duhu, tako, ne, malo nomadskem, ciganskem, če hočeš. Pa reče, mami, mi gremo, kaj nam delate? Katastrofa, vsi smo na izgubi, a ne? Jo je pa zadel, brat živi na Kitajskem, že 7-8 let, tako da, ja, jo štekam, ne. In je šla zraven. Ja, na Karibe je šla za koliko, en mesec pa pol, ona pa moj prijatelj sta prišla. Tudi to je fascinantno, da vedno za nami pride, vsi pravijo vedno, da bi prišli, vsi se vedno ponudijo, mi vse vedno povabimo, vedno se najde kakšna posla frej, celo soba frej in tako naprej. Ja, pridejo največji reveži. Grdo sem zdaj to besedo uporabljala, ampak tisti, ki res iz meseca v mesec, ne, in imajo mogoče še časovno omejitev, ne, tisti, ki imajo pa in čas, ne, tistih ponavadi ni, tako da jaz vedno rečem, da je Zvone Šeruga, mislim, da je bil on, če se ne motim, rekel, da smo Slovenci eno tako pleme bi, ne, mi vse bi. Vse mi bi tudi to, mi bi tudi ono, ne. Jaz sem ogromno časa zapravila na Instagramu, res tudi, ko mi tako piše, mi bi tudi, veš, pa mi tudi razmišljamo, ne, ko boste domislili, ne, potem... Mi sporočite. Ja, pa ti bom dala vsa navodila, pa vse ideje, pa vse ti bom povedala, tako z veseljem pomagam ljudem, res. Ne vem vsega, so ljudje, in družine, ki so ogromno prepotovali, več, kot mi, pa morda recimo smo srečevali, mi smo srečevali Slovence po svetu, absolutno smo jih, pa recimo nimajo Instagrama, ali imajo pa neke fake profile, ali pa nočejo se izpostavljati, ker Slovenci pa tako hitro radi bilanco delamo. No? Vidiš, nisem te želel to na začetku vprašati, ampak zdaj te pa bom, ne? Ti si namenoma si šla v svojo zgodbo, ki jo predstavljaš na Instagramu, ne od otrok pa od moža. Ampak vemo, kakšni smo Slovenci, tukaj zdaj no ne vem, ti si premalo doma, ampak jaz ti lahko povem, kaj pa ta Ivjana zdaj govori, ne, pa lahko, ne, pa takole, sej itak mož dela. Skratka, in kup enih komentarjev o tebi iz ust ljudi, ki te ne poznajo. Ti imaš pa na svoji spletni strani ivjana.com dobro napisano, v bistvu briga me, ne. Tam je bilo ful všeč, ne. Jo, ja, res se zase brigam. Se pravi, to se te sploh ne dotakne. Ne, zaradi tega, ker, pa ne, ker bi bila jaz tako poduhovljena, pa tako močen karakter, ampak zaradi tega, ker so me leta tako dobro pobrusila. Moje izkušnje, ki sem jih dobivala že kot otrok, v resnici ne privoščim nobenemu, če bi lahko še enkrat zbirala teh izkušenj kot otrok, res jih ne bi želela, ampak vedno sem bila ali otrok ločenih staršev, ali tako visoka, ne, ali presuha. Moj sošolca je enkrat delal, tako, nekaj, kao da me šlata, veš, ker sem bila ploh, ne, veš, nisem bila še razvita, kar me je pasalo, ker tiste, ki so bile šlatane, ne, in so bile tam v kot potisnjene, grozljivka. Pol je bil problem po letu 91, da si ne ič. Pol je bil problem, pa skozi neki, no, pa sem imela fanta, ki so ga vse hotele, pa so me izločile babe, ne. Tako, skozi neki bil, se verjetno nisem bila edina, ne. Pa se je začel bullying v osnovni šoli, pa se je začel hardcore bullying, da se je mogla še policija vključiti in v osnovni šoli in v srednji šoli. Enkrat strani sošolca, drugič v srednji šoli strani sošolke. Tako da, skozi te malo, a veš, kot diamantak, ne, te neke izkušnje brusja, se mi zdi, da so danes otroci še veliko bolj kruti, sploh zaradi teh social networksov, ki dopuščajo marsikaj pod fake profili in tako naprej, tega recimo v tujini ne občutiš toliko. A je to bil pol tudi pobeg? Pa ja, na nek način mogoče, ne pobeg, pogledati, kako je drugje. Ker dobila sem komentar, ja, vi v tujini pa tako, ne, v balončku živite, veš, ker hči je bila zelo prizadeta, enkrat v šoli se zgodila je neka krivica, neki, tam je sošolka nekaj lagala, neki ne vem kva, ona je prišla domov čisto šokirana, ne. Pa tam so jo iz višjega razreda neki buzerirali brez veze. Vse to se dogaja, absolutno, ampak
ona prej tega ni bila navajena. Mi smo bili v tujini vedno ne kot nekaj posebnega, ampak kot nekdo, ki potrebuje pomoč. Torej, vi ste v našem okolju novi, mi vam bomo pomagali. What do you need? Pa še beli, pa še malo zanimivi zaradi tega in tako naprej. Ne? Tako da, ko smo prišli domov in pol te neke krivice, ki so jih drugi že v vrtcu čez dal, je bilo zdaj za njo to čisto šoka. Ne? Ja, pa vi tam živite v mehurčku. Ne, oni tam tako živijo. No, viš, ta podcast Gregorjev svet žensk je bil zamišljen prav zato, da se pogovarjam z vami ženskami o tem, kaj čaka moje hčere. No? Zdaj sta še premlade in me zdaj zanima vse to, kar si povedala, kar te je izoblikoval kot mlado osebo. Pol si šla na radio, vem, da tudi na radiju ni lahko, bila si javna oseba. Ne, na radiju je bilo zelo težko, čeprav ne od drugih. Pa tebi so imeli radi, ne? Tebi so imeli poslušalci in poslušalke radi. Pa sem imela kar v redu publiko, jih moram vse zelo, ne pohvaliti, ampak se zelo zahvaliti, da so me zelo lepo. Ampak si pa vstopila v ta medijski svet, kar pomeni, da si bila kar naenkrat na voljo, ne? Vsi smo te poznali, vsi so te poznali. Pol si šla pa zdaj še ven, jaz zelo rad poslušam na Valu 202, ki se javljajo iz celega sveta. Ta globalna vas, pa se mi vedno zdi, kako nekateri vendarle imajo ta drug pogled. A vse to te je zdaj izoblikovalo, da lažje učiš svoje otroke, svoje dva, no, jih boš lažje pripravila, mogoče ravno na te krivice, ki se pol vedno zgodijo. Ne vem. Ne vem. Moja mama je mene zelo dobro pripravila. Oziroma, ko so se mi krivice dogajale, ali pa neki zlobni jeziki, ali pa izločanje. Jaz nisem edina, ki se je to dogajalo, verjetno je bila šolka, je mogoče doživljala enako pesni in stiski nisem videla. Čeprav sem imela lepo otroštvo, moja mama se je zelo pobrigala za to, da z bratom nisva nikoli nobenega manjka občutila, čeprav danes ga gleda za nazaj velikokrat na njen račun, ampak okej. To je pač žrtev, ki jo mama, ženska, starš, oče, da ne bomo krivični, naredi za svoje otroke. Ampak jaz, ko sem prišla domov, pa sem rekla, pa mi je to rekel, pa je bilo to. Mama vedno rekla, in kaj bomo zdaj? In ti si ploh, in kaj bomo zdaj? In šta ćemo sad? In zdaj? Ja, pa in zdaj, in vedno je bilo, in zdaj, in kaj ona meni, in zdaj, in kaj boš zdaj, in pol, in si otrok loči, in kaj pol? In naprej? Ja, veš, pa in? Ja, in? In ko bo trikrat, nisem imela več odgovora, pa sem rekla, pa ja, valjda, who the fuck cares? Koga briga? In tako je ona bila tudi, ne, ženska z 2 otrokoma, povsod je šla. Pa je na morje otroke plala. Midva sta z možem prav na Havaji študirala, da je to v obeh najnih primerih, življenjih, to bilo najdaljše obdobje v življenju, ko smo bili na enem placu. Torej, mi imamo v Sloveniji ful veliko počitnic. Res. Septembra, pa oktobra si v šoli, pa greš pa že malo na počitnice, pa si imel novembra, decembra že kar počitnice, pa pol januar, pa februar spet neki malo. Se mi zdi, da smo skozi po počitnicah, ne? Nemčija nima tako, pa tujina tudi ne, pustimo. Ampak mi smo vedno nekam šli. Pa smo imeli sorodnike v Nemčiji, pa v Avstriji, pa v Dalmaciji, pa na Krku, pa v Italiji, pa nas je mat vlekla, pa nas je pelala na smučanje. Moja mat ne smuča, fotor je ful smučal. Kupila smučke, me na smučke postala na fucking kanina, ti normalna. Poglej, kako gre tako pet tudi ti. Pa sem šla, pa sem najdla človeka, da sem se lahko vanga zabila, da sem se ustavila, ker se nisem znala. Povsod nas je vlekla, povsod. In vedno je bila tudi ona, ne, smo živeli v blokonskem naselju. Kako pa veseli rata, ne, kako pa, ne, mi pa 2 plači pa enega otroka. Ja, ampak moja mama je katrco furala. Vi ste furali, ne vem, vse od Kordobo zaradi mene, ne, je bila prioriteta nekje drugje, a ne. Mama mi je bilo vseeno, kakšen avto fura, važno, da mi s tem avtom gremo, imamo toliko zgodb s isto katrco, fucking fiti, paldi, takole je šla, hrib ni šlo, poravno ga je pičila. Pa smo šli en dan prej na morje, ne, smo imeli dol prijatelje, pa smo v katrci prespali, pa tako. To so taki spomini, ki mi jih noben ne more vzeti. 100-krat boljši spomini, ko sem spala v avtu ali pa na plaži, kakor v najdražjem hotelu. In to ti daješ zdaj, ne? Otrokom. Ja, jaz bi jim rada dala v resnici, da sta odprta. No? To se mi zdi, da je ful pomembno, da sta odprta, da sta tako, rada bi ju opremila z stvarmi, da si bosta znala v življenju pomagati. Do A, notranjega miru in B, svobode. To sta meni 2 ultimativni vrednoti.
moji osebni in nas kot družina. To se mi zdi, da je tako največ vreden. Na poti do tja, te seveda se to veš, čaka en kup enih stvari, ena izmed teh je šola, ne? Ti si rekel, da ste povsod bili v šoli, pol imamo še ta slovenski šolski sistem, potem imamo pa seveda, da si mal tukaj, mal tam. Kako to deluje? Kako, a bi ti, na primer, če bi te jaz vprašal, a misliš, da je pametno, da bi vsak starš, pusta zdaj finance, organizacijo, eno leto vzel otroka ven in šel z njim potovati? A je to... Mislim, za nas je to ja. Jaz tako nerada več svetujem ljudem, ker se mi zdi, da absolutno je danes toliko Svetovalcev, ne? Taki nas, meni se zdi, da ko odpreš Instagram pa TikTok, da jaz TikToka nimam, ker nisem 12, ampak da tudi jajca več ne znam skuhati, no, če gledam. Tako da na svetu za druge ne vem. Ja, se mi pa zdi, da jaz vedno tako rečem, ko greš v tujino, ne greš iskati in spoznavati druge kulture, ampak sebe. Vidiš, kje so tvoje omejitve. Jaz mislim, da tudi, ko opazujem in spoznavam druge, obožujem pogledati, v čem so ne boljši od mene, ampak kako rihtajo neke določene stvari, da vidim, kje jaz nisem free, če me razumeš. Torej, drugi ljudje kažejo meni moje omejitve. Jaz bom drugače povedala. Leta 2011 sem šla na kajtanje. Dobila sem 3 tedne dopusta, za kajtanje sem ga hotela nameniti 3 dni, na koncu sem stala dol 3 tedne in še klicala na šiht, če lahko podaljšam. Toliko me je noter potegnilo. Ne samo kajterija, ampak tudi cela družba, happening, ta hippie surf lifestyle, to mi je top. Ampak tam so bili ljudje, ki so bili 2-3 mesece na tem placu. Jaz pa nisem mogla biti. In so delali ta remote work. Leta 2011, ko se o tem remote worku ni toliko govorila, ne, ali pa je bil rezerviran za, ne vem, neke grafične oblikovalce, whatever. Pardon. Ja, seveda je ne ljubosumje v tistem negativnem smislu, pa zavist, ampak tako, wow, tle jaz nisem free. Ja, da se. Wow, to bi jaz hotela. To mi je dober. Ta svoboda, ta neodvisnost, ta, ne vem, ok, projektno delo, ki ni nujno, da je projektno, vse imaš jobe, ki, ne. Jaz sem ogromno oseb spoznala v tujini, ogromno sem spoznala jaz sem ugotovila, da tle, ko gre tle otrok v šolo zjutraj ob 8 in pride domov, jaz dobim vsak dan drugačnega otroka domov. Tam sem ga skozi smela, tam se mi zdi, da bi skozi isti. Ker ga skozi gledaš, skozi ga spremljaš in ga res poznaš. Tle vsakič pride domov z nekim baggageom, kar je normalno, kar je logično. Če bi hodili v Ameriki, v Nemčiji, v Avstriji, v šoli, bi bilo verjetno isto. Mi govorimo zdaj o nekih takih zelo free državah oziroma otokih. In za eno leto, valjda, če imam to možnost, jaz tako priporočam, ker se mi zdi, da res tako se povežeš s partnerjem, z otroki, z drugimi ljudmi, sam sabo, kaj sem jaz vse o sebi odkrila, o ljudeh, s katerimi sem se 20-30 let družila. Včasih se mi zdi, da najdemo več skupnega z ljudmi, ki jih spoznavamo v tujini, samo zaradi tega, ker gremo čez iste, kaj tebe povezuje z drugimi, zakaj si ti lahko z nekom prijatelj, ne? Zaradi tega, ker te vežejo neke... Ista pot, iste izkušnje, se malo nadgrajuješ, dopolnjuješ, tudi seveda marsičem razlikuješ. Z možem, recimo, sva si midva čisto različna in nama je to super. No, čisto različna, vsakič balista, ampak zdaj vidim, da se povežem z nekimi ljudmi iz tujine samo zaradi tega, ker oni grejo čez enake izzive kot mi in lažje zapeljamo pogovor in lažje debatiramo in se bolj čutimo. Se na koncu gre tako, kot ti nekdo daje feeling in se počutiš. Doma imam občutek, da me ljudje ne razumejo. In ko nekaj razlagam, da gre kar mem. Kar se je pokazalo potem, ko je, mi pridemo domov, smo bili 8 mesecev vsak dan skupaj, nisem dala otroka ne v vrtec, ne k tašči, ne k mami moji, ne nič, skozi na tebi. Ti. Noben zastopil. Pride korona, pa me kličejo. Ko vi preživite skupaj. Mi smo skupaj en teden, pa se bomo poklali. Ja, o tem sem ti razlagala, ampak če ne greš sam čez to, teže razumeš, a ne. In pa ne bom rekla, da se čisto oddališ, ampak
moram vsakeč, ko pridem domov znova, nazaj poiskati te svoje ljudi, kje te bom zdaj najdla, ne? A ja, še kar si na tem šihtu, ko ti gre že 10 let na kurac. Še kar tam imaš unga soseda, pa niste rešili. Pa še kar, ne? Pa, aha, ja, ok, dajmo se zdaj o tem pogovarjati. Torej, pod vprašanje za to šolo, naprimer, ti Sorry. si se mogla, ne, je že v redu, sej te bom peljal naprej tam, ampak ti si se mogla verjetno poglobiti v šolski kurikulum prvega razreda, drugega razreda. Ti si bila učiteljica, ne, tam na otokih. Bom tako rekla, ne, tle se zelo branimo te tehnologije, pa tako naprej na Karibih imajo v prvem razredu, ki prvi razred nastopijo pri 5 letih, torej v tujini sta bila oba otroka že, torej sin še ni v prvem razredu, pa je bil tam že recimo v prvem razredu pri 5, imajo že tablice recimo, ne, zakaj? Zaradi tega, ker oni 8 razredov bo naredil pa vprašanje, če bo šel naprej v srednjo šolo na nek večji otok, kjer je, če ne drugega, že finance, a ne, pri njih. Recimo že to je bila ena razlika, na Havajih recimo otroci ne hodijo v vrtce, imajo kakšen vrtec, ampak tam temu rečejo tutu time. To pomeni, da se v resnici merkajo pri starih starših, ki jih naučijo vse o havajski kulturi. Tako da mi hčero smo pa tudi tam hodile na hula dance, pa nekaj smo se malega začela japonščino učiti, zato ker tam je pač tista japonščina tudi dosti v ospredju, pa seveda absolutno, ali si tam en teden, ali 2 tedna, ali 2 leti, moraš znati nekaj havajskega, ker njihove, to mi recimo ful žal v Sloveniji, no, da ne dajemo priložnost nekim novim ali pa starim besedam v končni fazi. Tam uporabljajo besedo keiki v dnevniku. Keiki pomeni otroci in oni nikoli ne bojo rekli kids, neki, ne, keiki. Tako da ohranijo ta nek havajski, tako mogoče bi lahko tudi v Sloveniji kakšno narečje, zakaj pa ne. Najlepši sistem imajo po mojem mnenju v Franciji za tiste, ki želijo odpotovati. Nekako se mi zdi, da v Sloveniji še nismo navajeni na to in nismo prilagojeni ne v zdravstvenem sistemu, ne v šolskem sistemu, ne v službah, da ljudje potujejo, Slovenci, zelo veliko. Se selijo, izseljujejo. Zelo so bili v času korone popularni Kanarski otoki, ker so tam jaz poznam 5 ali 6 ljudi, ki so tam nepremičnine kupili in se tja odpravili. In mi še kar nismo prilagodili na sistem na to peščico ljudi, ki je niti ni tako zanemarljivo malo. Francija, recimo čisti primer, oni, imamo prijatelje, oni so šli na katamaran za 4-5 let, torej iz Francije vse dol do francoske Polinezije, povedali v šoli, da grejo, dobili celo škatlo učnega programa, online zadevo, otroci se vsak dan lepo usedejo, po tisti škatli prelistajo, online naredijo, sami s profesorjem vsak dan popoldne ali pa enkrat ali pa 2krat na teden pokomunicirajo, izpite opravijo online ali, seveda to je pa zdaj pač kolonija, ne, grejo na tem otoku, na katerem v tem momentu so, poiščejo šolo, ki je seveda v francoščini in tam opravijo test. Kako dober. V zdravstveni dom so poklicali, so povedali, da grejo na katamaran, da bojo odsotni, so takoj dobili spisek kartona zdravstvenega. Oba starša sta mogla narediti tečaj prve pomoči, ampak tako bolj konkretno, tipo medicinska sestra, tako bolj na orang, kar jim je tudi parkrat zelo prav prišlo. In dobijo posebno telefonsko številko in kodo in oni potem, če se karkoli zgodi, na tisto telefonsko številko pokličajo, povejo kodo, dispečer vtipka noter, točno vidi, kje so, kaj počnejo, če imajo, ne vem, kakšno krvno skupino, in seveda lahko potem jim svetujejo, ne. Rekla si, da ni zanemarljivo število teh, ki potujejo, resni. Ne, ni. Zdaj je ta nova generacija, Ja. tam do 40 let v bistvu avtovene, si jadrnice vzame. Kot si rekla, danes kupiti nepremičnine v tujini ni več tak denar. Jaz sem jih srečal Slovence povsod po svetu in povsod so imeli nepremičnine, naprimer, ne predstavljajo. Na Šrilanki si samo veš, ne, se Slovenci znajdejo, na Zanzibarju tudi Slovenci imajo hotele. Se več si mi zdi, da na Zanzibari imamo. Tako da to je res, se pa o tem v Sloveniji ne pogovarjamo, ker mi smo zdaj šli tam, kdaj prvi tuji jezik. Ljudje nočejo govoriti o teh stvareh. Kaj imajo, kam grejo, ravno zaradi tega, ker zaradi zelo neprijetnih izkušenj okolice. A ti jih imaš?
Ja, se je zgodilo tudi kakšna neprijetna, Kaj pa otroci v šoli? neprijeten komentar ali pa ne vem, bilo je marsikaj. No. Otroci v šoli, ne, zelo lep suport smo dobili vedno v vrtcu, strani vrtca kot tazga, strani vzgojiteljic, strani otrok, strani staršev. Wow, toliko sem happy, toliko sem vesela, toliko sem jim hvaležna. Toliko so vedno poskrbeli, da so se počutila ljubljena. Ko smo prišli nazaj in s Havajev in s Karibov, sin je imel zelo dolge laske, blond, lepka slika. In seveda je znal več angleščine kot slovenščine. In zdaj ta otrok pride v vrtec in kaj se zgodi? In nekaj časa tiho, ko spregovori po angleško, oziroma nekaj na pol meša. In za nameček začne uporabljati se na fantka. Kako zdaj? Dolge lase, nekaj počudno razlaga, pa še fantak ni šlo. Ne? Tako da je bilo malo mu neprijetno na začetku, ampak ne, tudi v šoli, učitelji, vse super, sošolci super, starši super, toliko smo happy, ta support je ful dober. Se mi zdi, da včasih dobivamo boljši support od ljudi, ki jih ne poznamo, ali jih poznamo slabše, ali bolj površinsko, kot od veliko bolj bližnjih ljudi. Kar nas recimo zelo prizadeli. Smo pričakovali, da bo ravno obratno, ampak to potem spet vidiš, ne, da it's not about you. Ne. To sem se tudi mogla zelo naučiti, da neke stvari nimajo veze z mano in sem jih pač mogla odžalovati. Žal. Še eno vprašanje bi ti postavil, vezano na tvoje male. Kako misliš, da se jih pa pripravlja zdaj, rekla si, kako jih pripravljaš, na ta svet, ko se bosta mogla pa morda ustaliti vsaj za en določen čas? Ali se ne bosta? Zdaj te že malo tudi sprašujem, zdaj ste doma, zdaj si iz Velenja prišla pa tako naprej. Ona vas imate doma ful lepo. Doma sta obe babici in dedi in prababice, prijatelji, imamo super gang, the best jim je, stvari so poznane, hrana je poznana. Tako zelo vidim, kako se hitro lahko ujameš od covna obdobja, ki je fantastična. Jaz vedno rečem, riniti na silo nekam, v nekaj, menjati službe na silo, partnerje, prijatelje, potovanja, ne, kljub strahu. Jaz sem prvi mesec na Havajih, kjer sem se imela najlepšo lifeo, jokala, pa šla na balkon, se stisnila k možu in začela jokati, rekel, kaj ne vem. To je tisti strah, tista stiska, nobenega ne poznam. Pol je še korona prišla, so nas terali vse domov, vsako jaz od tle, lej, tudi v krsti ne grem, tlele me boste zagrebali, jaz se ne premaknem, nobenega poznali, trgovine prazne. Ja, pista, mene ni noben poklical, poprašal, Jana, imaš kaj za jesti. Tle bi jaz poklicala mamo, pa kmeta, pa unga, pa tretjega, pa vem, kako so se ljudje švercala, ne, pa iz občine, pa gor, pa dol, pa če ne drugega mi na vrtu nekaj raste, to nisem imela nič. Nobenega in nič. In smo zrastali v takem, ne, se utrdiš. Bom jaz tista, ki bom lahko, ne, enkrat kolegi so komentirala, je pa je tako fajn, da otroci neke korenine poženajo. V meni jih bojo. V meni jih bojo pognali. In jaz moram sebe, ne, skozi pumpati, ne, sem imela zanj z Emilom Ledenkom en tak healing pogovor ali kakorkoli, krasen človek. Jaz sem se začela zdraviti, ali iskati to malo tudi spiritualno, pa duhovno, pa ne, malo tako, ko sem bila v najboljšem obdobju, ko sem bila the best, ko sem bila top, ko sem bila happy, ko sem bila srečna, ko sem bila svobodna. Takrat, ne, ko si ti že slabo, pa ti gre v službi slabo, pa mogoče doma, pa ne vem, padeš v eno tak rabbit hole, da je vse tako črno, pa vsi so slabe volje, pa vsi so nadrndani, so. Ampak, ne, zdaj, ko greš ti iskat rešitev, ne, se boš vsake slamke oprijel, pa noben ti ne bo v resnici dala, ne. Ko si dober, je treba poiskati orodja in se v njih kaliti, da takrat, ko ti ni dober, poiščeš ta orodja znotraj sebe in te good momente in si pomagaš. Veš, kaj sem te... Kva sem zdaj hotel? Ne, že v redu. Veš, kaj sem te hotel? Da, ima to nek smisel. Ne, ima. Zdaj bi sam še dodal k temu, ti si mama, ko sem malo gledal, sem videl, ti kuhaš, pripravljaš vse, skrbiš za svoje 5-krat na dan. Mož dela in
tisto podvprašanje, ki ga moram postaviti, seveda je, a ne? Jaz delam tako izpade, da so pa jaz ljenčuga ta prava. Ko si, ne vem, na Šrilanki, pa šla pol k temu poslu, a ne vem, da ste hoteli mi tam za ženske, pa ta tabor za otroke, ampak kaj pa mora zaslužiti? A veš, vi da morate zaslužiti, da se greste ta način življenja. Kako to deluje? Kako si rekla, sama sem bila, nobenega ni zanimalo, tle tudi nobenega ne zanima, ti priješ z denarjem ali ne, samo moraš ga imeti, ne, na koncu verjetno. Absolutno. Do denarja moraš imeti ful lep odnos. Moja mama, jaz sem videla, seveda, samohranilka, 2 otroka, jih je bo treba preživeti, ne, plačati račune, nas obleči in seveda posod nas peljati. To je bila pač njena želja. Pa predvsem zaradi tega, da takrat ona mali spreže, ker smo šli vedno v nekih grupah, skupinah, ne, s prijatelji in tako naprej. Ona je bila mahrca prava, ona se pa je socialna delavka, pa ni nekaj ful podkovana v teh številkah, ampak ona se zvečer usedla in delala prioritete, ne. Kaj mi je prioriteta, kako bom, kaj bom, na kakšen način. In je vedno spoštovala denar. In jaz se vedno izogibam in nikoli iz ust moje mame nisem nikoli slišala stavkov, fotrosin, mamina punčka, pododvan, pojerban, sponzorša, ne vem, whatever, ne. Tako, nikoli nič žaljivega o nekomu, ki nekaj ima. Moja mama je bila vedno happy, vedno vsem vse prvošla, rekla, pa super, da si je nikoli nismo imeli mi prikols, apartmajev, vikendov na Dolenjskem, zidance in tako naprej. Pa kaj sem bila in po apartmajih, in po hotelih, in po zidancih, jaz sem povsod bila, pa nič ni bilo moje. Ne? In reka mama, pa lepa, super, pa naj imajo, pa se jaz nimam s tem stroškom, nekaj malega dam zraven, in reka, zakaj pa ne, ne? In ta pozitivna naravnanost do tega, da nekdo nekaj ima in do denarja, se mi zdi, da se je tudi meni nekako vcepla. In 2011, ko sem jaz videla, da bi jaz rada na drugačen način živela in da bom pač mogla grindati, ali kako bi rekla, ne sem na radiju, pa dajmo še prireditve, pa poleg prireditev dajmo še, ne vem, kot hostesa, pa poleg tega dajmo še nekaj drugega, pa dajmo še nekaj drugega, pa tam sem unim pomagala z marketingom in pa kar nekaj imaš en kup enih front odprtih. Saj ljudje, ne, tako radi rečemo, ko je, ne vem, loterija, pa nekdo dobi tisti milijon ali koliko, ja, upam, da je kdo, ko si je zaslužil. Ne, kdorkoli, it doesn't matter, to je bila igra na srečo. A me zastopaš? Pa pol ljudje, ja, kako lahko on? Ja, starim, jaz tebe gledam, ti priješ na šiht ob 8, 8 pa 5 si na kavi, pa pol ti nekaj mal naredi, aha, malčka, pa gremo, ja, ob 4 se že, ko se mu daj naročalniki ugasnejo, ne bi pa pol popoldne še nekaj delal, pa nič za družino, pa veš, pa s prijatelji bi šli nekam, pa med vikendi je treba to delati, ja, pa oni tudi ne bi. Jaz sem vse podelala, vsem pomagala, ne, sem videla, da pač agencije so ful drage za vodenje pač nekih Instagram profilov, sem rekel, super, mene pa to veseli. Pa sem recimo cenejša kot agencija za vodenje nezga Instagram profila. Zakaj pa ne? To lahko vodim od kjerkoli na tem svetu. A ni to super, ta nova tehnologija, ki je sicer zelo nevarna in zelo... Tako moraš biti zelo pameten, no, kako se tega lotevaš. Ker rečejo, Instagram, veš, ja, jaz ne vem, komu ti slediš. Poglej, komu slediš. Kakšne vrednote ima ta človek, kaj ti prodaja. Ja, ona se je prodala, pa služi z Instagramom, super. Jaz upam, da je za to kremico, ki je ona meni zdaj letkolele tam turi, dobila 5 jurjev. Ker če jaz grem in delim, ne, to smo se enkrat na Havajih, smo bili sosedi s temi bucket list family, tam smo tu spoznali toliko enih ljudi, res. Pa reka, ja, dajmo zdeliti, ne, če ima nekdo 1000 sledilcev, pa če je dobila 100 evrov za to kremico, zračunaj, koliko si vreden. Jaz nočem biti za eno, ne vem, tam influencerko v Sloveniji, ki sledim vredna 10 centov. Upam, da je dobila za ono kremo čim več denarja, kar pomeni, da je moja vrednost mene kot njene sledilke ful večja. Če je to razumljivo. A je tvoja vrednost s tem, ker imaš to širino, ki jo dobivaš zunaj, tudi narasla, ko se ponudiš, naprimer, zdaj, ko delaš za te profile, pa tako naprej? Pa, veš, kot ti bom rekla... Upam, da je. Ja, Slovenija je tako majhna, da pri nas bi pa mi radi kar malo vse na usluge,
pa malo se ne bi radi zamerali, pa ker imamo skozi v glavi to mejhnost, imamo pa tako, joj, ne, pa če bom zdaj naredil malo cenejš, me bo še najel za ne vem kaj. Jaz sem se že tokrat opekla. Toliko je bilo nekih obljub. Recimo v tujini, na Havajih konkretno, tisto, kar si se zmenil, ti se držali. Jaz nisem najbolj vsak teden preverjati, če to še drži, če to ne vem, karkoli že. Razen na Šrilanki tam se zmeniš, pa rekvela, pa na Zanzibarju tudi se zmeniš. Rečemo, v četrtek ob 2 popoldne si bova sposodila skuter. Jaz, pa je prišel v ponedeljek ob 10 zjutraj, pa je prišel v ponedeljek ob 3 popoldne, pa ob 7 zvečer, pa je prišel spet v torek, pa tako naprej. Ne. Tako da različne države, različne navade, ampak mi bi kar ti, kad to znaš, ne, se k tebe to min grede. Ne. Ja, kad je mogla mi prijateljica nekaj iz ruščine prevesti, pa sem mi plačala. Ja, ne, pa ne. Sorry, ne. Rekla si, da ste bili, to sem pa enkrat že poslušal, zanimive sosede, sopotnike ste si našli na poti. res. Ampak ta družina, The Bucket List Run, zdaj se mi začel slediti. No. Ja, se si jih boš navlečal. Ampak to je nekaj, kar bi tebe tudi potegnili, je to ta njihov način življenja, ker v bistvu podoben pa ni. Ja, ko gledaš prek Instagrama, Ja, mi smo jih pa videli v živo, zelo so Američani, nič niso Havajčani, zelo so Američani, Utah. Zelo so marketinško zelo spretni, no. No, to potrjuje seveda National Geographic, ki jih je vzel za svoje, ne. Ja, ne, absolutno, mislim, wow, komplimenti, res, wow. Morda jih bolj kupim v živo kot prek Instagrama, zaradi tega, ker tam je please stand here, do this. Veš, tako malo, ne, malo je že te, ne preračunljivosti, to ni lepa beseda, malo je že te, Pomanjkanja glume, spontanosti, ne. Okay. oziroma ne, za njih je tako, ne, le kako moj otrok pri 7 letih plava. V Sloveniji je to normalen, tu v eni Ameriki lahko prodajaš, ne, v enem Chicagu. Ja, seveda, da ljudje ne znajo plavati, zakaj bi, ne, mi smo tako navajeni, ne, pri nas recimo, ne, veš, pa otročki še morja niso videli, ne, v Ameriki, who cares, je videl tam v sredini nekje, ki živi v neki Minnesoti, ali je videl morje, ali ni videl morje, ne, kaj spet se, učimo, ko potujemo, ne, tako da tam, seveda so potem Američani čist dol pade, da 10-letnica, ne, medtem, ko naši, ne, sta oba pri 2 letih tako plavala, da sem Sari Isakovič poslala takrat posnetek, je rekel, zakaj, jak ima bo Sara Isakovič hua, ne, tako zajebancija, ne, ampak je to pri nas neki tako common, tam pa seveda lahko potem, ampak so krasni, mi smo bili tam z njimi sosedi, Kaj Lenin nam je bil sosed, Zuckerberga smo videli, ki je sicer na sosednjem otoku, ampak ga je Kaj Lenin takrat učil surfati, na Karibih smo en kup teh slavnih srečali, ki so tako fejst, tako normalni, tako navadni, tako dostopni. Konkretno na enem otoku sicer tako piše ta Bezel's Bar, da ne smeš snemati, pa tako naprej, pa meni vse nekaj ima garatalj. Craig David je bil, Craig David, Ja. pa Bond. Daniel Craig. Daniel Craig. Ja. Veš, se vidi, da sem radika. Sem muzičarja ponucala. Pol je bil ta hudič od teh I can't get no satisfaction, ki jih ne poslušam. Kvaj že? Mike. Še jaz sem bil bolj slab DJ, no, tako da tukaj ti nam pomagati. No. Rolling Stones, kdo je od Rolling Stonesov? Mick Jagger. Mick Jagger, pa sta se ta mala dva z najmlajšim sinom igrala, pa tako naprej. Super tip, plačal mislim, jaz jih ne poslušam, tako, se nisem niti zapomnila, ampak pa imaš pa tla neko punco, 2 Jurja sledilcev, pa mi viha nos, ker sem, ne, da se vrnem nazaj, sem delala za firme, a ne, pa jih kontaktiraš, ne, pa je tako holo, pa tako pa si mislim, pa sem 2 milijona nas je, moja mama me je vedno učila, ki srečaš na poti navzgor, boš tudi na poti navzdol, zelo pazi, kako se pogovarjaš in obnašaš. Ne rabiš fejka, daleč od tega, bodi diplomatska, bodi normalna, razumeš, človek ima na drugi strani gitko čustva. Kako ti jaz na filozofiram, meni Ne, je že v redu. Zdaj sem razmišljal, zato ker se vračava na začetek najnega pogovora, pa si mi dala, se mi zdi, da zelo veliko nekih takih smeri in poti, v bistvu se je vse začelo pri tvoji mami, no. Ja, ona je kraljica, opasna, res. In to zdaj ti delaš za svoje otroke in v bistvu je to ta pot. Ti si se pač odločila, greš z možem neko pot in... Veš, tako bom rekla,
ful nič ni v kamenu klesan. Tako, nekako se mi zdi, da imamo v programu, to ta beseda se zelo veliko zadnji čas uporablja, ampak ja, jo kupam čist. Imamo zelo en tak hecen program, za katerega se mi zdi, da se zdajle vse več in več ljudi odloča, da bo ta program prekinil, da ni od 8 do 4. Ja, moja frendica, ona bi crkala, če bi mogla tako, kot jaz delati. Ni šans, ona rabi, da se poštampla in da se odštampla in da je tista socialna varnost in da je tako in Ljudje smo si zelo različni. Ampak v programu pa imamo, da smo si vsi zelo enaki. To šolski sistem je narejen. Jaz nisem iz FOH-a, tako da to je zdaj samo moje opazovanje, pa sem z našim šolskim sistemom trenutno zelo zadovoljna, ampak za punčke, teh 45 minut sedenja, če danes vprašajo svetovne psihologe, bojo rekli, da se fantki skozi igro učijo, in da morajo biti v movingu in da pej trajaš zabijati žeblje z njim, pa mu takrat razlagi koren iz 9. Pa si bo prej zapomnil, kakor da bo sedel pa tako naprej. Tako se mi zdi, da počasi se razbija pri nekaterih ljudeh ta program in da hočejo tudi veliko več se o mentalni higieni in duševni higieni začeli govoriti. Jaz ne bom neka zdravje, jaz bom neka, da je to higiena, da to ni samo zdravje, da moramo tudi tisti, ki se dobro počutimo, za to skrbeti. Da to v bistvu razmišljaš, preden prideš do izgorelosti, pa se tega danes pri tebi sploh dotaknil nisem. Absolutno, pa sej mogoče tudi ni samo izgorelost. Mi skozi govorimo o izgorelosti in ker se tako bojimo te besede depresija. Pri marsikomu je bila tudi depresija. Vem za par primerov, ko so v mediji govorili, da je izgorelost, pa so mi povedali sami, da je bila depresija, ampak da jim je nenerodno povedati, da je šlo za depresijo, ampak jim bo škodoval pri biznisu, ker če si pa izgorel, si pa bogi. Tako da absolutno je to in izgorelost lahko, in panični napadi, in anksioznost, in en kup nekih stvari, ki se mi zdi, da se je začelo pojavljati ali pa se je začelo o tem govoriti, kar meni ful dober. Super mi je. Za konec, res bi lahko še govorila, vem. Ja. Pa se bo še vrnila. Katera slika, če bi te zdaj opisal, bi tebi najbolj pasala? Ivjana, noge stegnjene v katero morje, katero ocean, kater von? Ful dobro vprašanje, na katerega ti ful ne morem odgovoriti, zaradi tega, ker tako je David Bowie lepo rekel, da je a man of 1,000 mans, da ima 1000 karakterjev v sebi. In tudi meni se zdi, da tako sem se hotela, to je ta svoboda. Skozi sem se hotela tlačiti v eno škatlo. Veš, jaz bom pa rockerka. Jaz bom pa, ne vem, sem ta stil oblačenja mi všeč. Pa, zdaj mi je pa sem to. Zdaj pa najlepši ples mi je sem to. Zdaj pa sem to. Pa sem ugotovila, ne. Toliko več stvari je zunaj. Toliko več ljudi smo lahko. Zakaj ne bi? Obožujem kavbojce. Jaz imam doma toliko kavbojskih klobukov in škornov. Zakaj to ne? Jo, pa to ni tvoj stil. Kaj ti veš, kaj je moj stil? Še jaz ne vem, kaj je moj stil, a me zastopaš. A ni lepo, da imamo možnost, ja, pa danes bom pa rdeče vino, danes bom pa, ne vem, ja, Havaji so mi ultimativni, ampak tam ni turkiznega morja. Kaj tam išče turkizno morje, ga ne bo dobil, razen tam na enemu mehnemu koščku, nima veze. So recimo, ne vem, Zanzibar ima 100krat več lepših odtenkov, ampak tam ne bi recimo zaradi tega, ker mi nekaj drugega ne paše. Veš, odvisno od, jaz sem tam na Spotifyju, imam tudi milijon nekih stvari, ki jih poslušam, pa ti enkrat pa še jazz, pa ti enkrat pa še to. Ful težko odgovorim. Ne vem, svet je toliko velik, toga še nismo videli. Tiste, ki res svet zanima, pa ne za iti, ti si se Bucket List Family omenil, ki so krasni in oni potujejo na kraje, kjer so primerni. Jaz recimo spremljam tudi rada Kristjana Iličiča, to je Hrvat, ga toplo priporočam, ker pa potuje na kraje, kamor jaz nikoli ne bom šla, ker me ne vleče v nek Afganistan. In tip je nor, toliko dober. Ampak to danes rečem, to danes trdim, to Jorge Bucay je tako lepo rekel, ena knjiga, ki sem njegovo prebrala, pa lahko tudi s tem zaključim, ker vem, da se mudi. To je danes moja resnica in to je danes moje razmišljanje. Jutri
bom lahko da razmišljal in si želel in mislil in trdil drugače. In se mi zdi to ful prav. Danes razmišljam tako o mojih otrocih, o moji družini, o ne vem, potovanjih, o nekih državah. Čez en mesec bom mogoče rekla, kam iz te Slovenije v lifeu nikoli več. Za nazadnje doktor, ki smo otroka pelali, rekel, ne vi malo kakšen Dunaj začeli hoditi, pa da se ne smo ekoli prinesali iz tujine. Tudi o zdravstvu v tujini imam zelo veliko za povedati, različne izkušnje. Na Havajih nas recimo ena šamanka zdravila. Fantazija. Zdravnica, tako proper zdravnica z diplomo, ki je šla pa še malo te džidži-midži fore in priješ k njej v ordinacijo in tako skelet, mermaid, morske deklice. Tok dober, res ful dober. Tako bivšo štalo od konjev, ker je tam en Makao, je en predel, kjer so bili panjoloti, torej kavbojci doma, preuredila v svojo ordinacijo in tako naprej. Ful dober. Uro pa pol smo se do nje pelali. Tako, krasen. Vsak dan imam drugačne občutke, drugačno razmišljanje, drugačno mnenje. Pri nekih stvareh sem tako zelo fiksna, ampak spet samo trenutno. Kaj veš, kaj ti life prinese? Danes si, jutri ti ni. Tako je James Corden zanj ful dobro rekel, en telefonski klic ti lahko življenje spremeni čisto drugo smer, tako da je treba biti sam hvaležen, res hvaležen, ne ponižen, hvaležen, tako, wow, vsak dan se zbudim, sem rekla, kje sem doma, wow, to Velenje, tako sem happy, da sem se tja preselila. Hvala, da si dvignila moj telefon, ko sem te klical in si prišla. No? Z veseljem, tako noro, res z veseljem se odzovem, upam, da je kdo kaj odnesel, kaj dobil, da sem komu kaj dala, da se je komu kaj na srce prilepilo in bo počasi lepo strgal dol svojega srca in užival v življenju, ki je zna biti tako svinjsko težko in tako svinjsko zajebano. In se ti lahko zgodijo ful hude stvari. In so se tudi nam, absolutno. Ampak, wow, toliko je nujno biti hvaležen vsak dan. Hvala, Evijana. Ja, hvala. Ko boš naslednjič zunaj pogledam, mi pa bomo prišli. Z veseljem povabim, vas pa res še nisem povabila, tako da z veseljem. Ker zdaj lahko rečem, da sem te 1 uro spoznaval in te z veseljem bi tudi v kakšnem drugem okolju. Tako da hvala. Ful dobro, v kopalkah, ne? Kakšen koktejl, pa noge v pesek. Krasno, ful hvala. Hvala za pozornost, ja, pa za čas. No? Veš da, hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili v tem mojem podcastu Gregorjev svet žensk. Jaz jih spoznavam, zato da bom znal čim boljši svet pripraviti tudi za svojih hčeri. Vam pa hvala lepa, do naslednjič.